Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno kolesarjenje, da posnamem še zadnji video v letu 2021. Danes je še en lep sončen dan in 3 stopinje Celzija. Še en pravi test za moje nove nogavice in galoše. Ampak danes ne bojo tema moje nogavice in galoše, ampak bom pač samo naredil en povzetek letošnjega leta. No, pa če najprej povem iz tega kolesarskega vidika, potem lahko rečem, da z današnjo vožnjo v red imam narejenih 120 voženj. Vse skupaj bom na kolesu prebil 286 ur, naštepal pa bom 7200 km. Če delimo kilometre z urami, dobimo povprečje 25 na uro. Nisem se pa najboljše odrezal pri višincih. Ponavadi sem jih delal 1% glede na razdaljo, ampak namesto 72 000 višincev jih imam samo 58 000, približno 0,8%. Ugotavljam, da gre manjko višincev na račun Strave, ki sem jo začel uporabljati v letošnjem letu. Strava bolj pošteno računa višinske metre. Prej sem namreč uporabljal Map My Ride, za katerega sem pa ugotovil, da včasih podari preveč višincev. Tako da je čisto možno, da že prej nisem delal 1%, ampak sem tu ugotovil šele letos. Druga možna razlaga je tudi ta, da sem jaz v letu 2021 dopolnil 50 let. Živel Abraham. Moje telo se stara in je zmeraj šibkejše, tako da sem tudi zaradi tega lahko naredil kakšen višinski meter manj. Ne načrtno, morda podzavestno. Ko sem že prej omenil, da sem v letošnjem letu začel uporabljati Stravo, moram tudi povedati, da mi je aplikacija super. Sem navdušen nad njenim delovanjem. Tudi ta zastonjska verzija povsem ustreza. Celo sem ugotovil, da lahko na računalniku urejam dodatno opremo kolesa, tako da si jaz tam noter vpisujem servise in imam eno lepo tako statistiko, kaj vse se je dogajalo s kolesom in na koliko kilometrih se je kakšna stvar zgodila. Strava mi je tako všeč, da bom v naslednjem letu prenehal z dvojnim vnašanjem, se pravi, bom opustil svojo osebno statistiko in bom vse skupaj imel samo še na Stravi. Zdaj, glede teh 7200 km letošnjih, za primerjavo lahko povem, da sem lani jih imel 7308, kar je bil moj rekord vseh časov. In tudi letos sem se mu približal na manj kot na 1%. Do konca leta bom celo še kakšno furo naredil, tako da bom prišel še bližje, morda tudi čez. Ampak ni nobene potrebe, meni je ta številka ok, tako da ali jo presežem ali ne, smatram, da sem nekje v podobni formi, kot sem bil lani. Jaz se pa tako lepo počutim, da se ne da opisati z besedami. Drugače pa sem imel v letu 2021 dva taka večja omembe vredna problema. Eden je bil servis specialke v mesecu maju, ko sem bil več kot 10 dni brez kolesa in tudi sam servis ni bil poceni. Sem dal 600 €. Dela pa od takrat naprej specialka super, sem zadovoljen z njo, vsake toliko zaškripa sedež, ampak to je ok, sem se navadil in se ne obremenjujem med s tem. Druga stvar je bila pa v oktobru, ko sem prebolel COVID in sem bil 1 mesec brez kolesarjenja. Leto 2021 je bilo prelomno tudi v tem smislu, da sem prvič v življenju poskusil električno kolo. Bil sem navdušen, to sem tudi predstavil v enem od videoposnetkov. Vozil sem ga prvič v Zgornji Kungoti, potem pa še enkrat na dopustu na Malti.
No, sej tisti, ki bolj redno spremljate moj YouTube kanal, ste vse to že videli, tako da nima pomena, da ponavljam. Tako ste tisti redni gledalci lahko opazili tudi, da sem naredil en par videoposnetkov kar tako peš in tudi brez kakšne povezave s kolesarjenjem, tako predvsem na dopustu, na Rodosu in na Malti, pa nekaj na naši obali. Vse sem dolgo razmišljal o tem, ali naj to naredim ali ne. Konec koncev je tako, to je moj kanal, moji spomini za stara leta. Naj bo nekje shranjeno, kaj. Zdaj, kdor pa ne mara takih videov gledati, lahko pa tudi preskoči. Jaz nameravam imeti tak kanal še naprej, pretežno kolesarske vsebine. Če se bo pa vmes najdla kakšna dopustniška zadeva, bom pa tudi objavil. Zdaj, ko sem že pri YouTubeu, lahko še povem, da sem v letošnjem letu, vključno z današnjim, posnel in objavil 71 videoposnetkov. Če rečemo v povprečju, da je en posnetek okrog 9 minut dolg, je to več kot za 10 ur vsebin. Do poletja sem objavljal 2-krat na teden, po poletju sem pa šel na tedenski urnik. Enostavno mi ne znese več kot enkrat na teden. Izčrpal sem tudi že skoraj vse vaše vsebine, vaša vprašanja, predloge, kaj naj še posnamem. Tako da počasi zmanjkuje idej. Če kdo še kaj ima v glavi, naj napiše od spodaj. Vi lahko predlagate karkoli, brez obveznosti. Jaz tudi si ne dajem nobene sile, da bom nek video pod mus posnel. Vsaka ideja je dobrodošla, če bom lahko posnel, ga bom, in če ne, ga pač ne bom. Ko sem lani decembra delal povzetek kanala, se lahko spomnite, da sem imel 75 naročnikov. Za naslednje leto sem si jih zaželel vsaj 100. No in mi smo zdaj prilezli na 530-540 naročnikov. Meni je super, da imamo en tak lep community. Lih prav ljudje, ki jih to zanima, motivira. Mene tudi seveda vsak naročnik, vsak všeček, vsak komentar še dodatno motivira, da kaj posnamem, kar sicer ne bi. Lih zdaj par dni nazaj je eden komentiral, da ga je kar povleklo, da bi še on naredil en Giro do morja. Evo, super. Če sem enega uspel zmotivirati, da se je spravil na kolo, sem jaz super zadovoljen in je moj cilj dosežen. Seveda in na račun vseh teh naročnikov in drugih naključnih gledalcev, skoraj vsak video prileze nekje tam do 500 ogledov. Razen tisti, ki vas ne zanimajo najbolj. So pa določeni videoposnetki, ki imajo tudi 1000-2000 ogledov. Tisti o lučkah, ki ga gledajo tudi tujci, jih ima pa že 5000. In verjemite mi, da z dosti večjo vnemo posnamem video, za katerega vem, da ga bo videlo 1000 ljudi, kakor video, za katerega si mislim, da ga bo videlo samo 100 ljudi. Potem je verjetno tudi point, zakaj youtuberji pozivajo, naročite se, všečkajte. Ker seveda, če ne, se počutiš kot igralec na odru, ki igra predstavo pred praznim gledališčem. Oziroma so v publiki samo njegova mama in žena. Mimogrede, tale moj trik z dvojnimi galošami in s časopisnim papirjem vmes se obnese super. Tudi pri 3 stopinjah, okrog po travi je še slana, moje noge pa tople in suhe. Zdaj grem pa dol do morja. Danes sem si izbral Villaggio del Pescatore, oziroma po slovensko ribiško naselje. Naredim 2-3 fotke, potem pičim pa dalje. To pa je idila tle ob morju, ej. Super, čudovito. Zdaj pa naprej čez Monfalcone in potem nazaj proti Novi Gorici. Čau. Čau. Moram pa na tem mestu omeniti tudi to, da vidim včasih skozi komentarje tako šaljivo fovšijo,
ko imamo tako lepo vreme tukaj na Primorskem. In to je tako, če bi bilo vse odvisno od vremena, bi bili vsi kolesarski prvaki doma iz Nove Gorice, pa niso. Kaj sta Roglič in Pogačar iz Nove Gorice? Alora pridem več kasno. Ma dobro, zdaj jaz imam še enih 40 km do doma, ampak bi vam vsem kar tukaj iz obrobja Monfalcona zaželel srečno, zdravo in uspešno leto 2022. Link od Strave, kjer sem se vozil, je od spodaj v opisu videa. Čim več zdravja in športnih uspehov. Hvala vam vsem za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!